polovica maja je minila kot blisk in bila je takšna, kot si vsi lahko le želimo. Občutek je, da smo kar čez noč vstopili v poletje, saj so temperature iz dneva v dan višje, kar se seveda pozna predvsem na bujnem rastlinju, ki kar kipi, in potem, da so vsa oblačila že povsem poletna. Kaj naj rečemo kot to, da je vsak dan lepši, kar nam daje vedno znova in znova novo energijo in pozitivne občutke. Nocojšnji poudarki. Hrastnik je dobil prenovljen športni park na Logu. Uspešna akcija Varno na motor v Litiji. V Hrastniku za dober namen tekači tekli na 11. zasavskem humanitarnem teku. Občina Hrastnik je v lanskem letu pričela s postopno prenovo športnega parka na Logu. Prvi del zajema težko pričakovano ureditev atletske steze in ostalih atletskih površin na stadionu, saj je bila obstoječa peščena steza dotrajana in potrebna temeljite obnove. Stadion je bil v uporabo uradno predan v petek popoldan v okviru otvoritve, kjer so trak prerezali župan Marko Funkelj, častni občan občine Hrastnik Edvard Tvecko, gorski tekač Miran Cvet in triatlonec Denis Šketako. Ja, gre za eno največjih investicij v športno infrastrukturo v Hrastniku in mi smo veseli, da nam tudi vreme danes služi in si želimo, da bo takšen obisk, kot je danes, in da bodo tisti, ki si res želijo uporabljati takšno infrastrukturo, lahko maksimalno uživali na njej. Gre za 330 tisoč evrov vredno investicijo, za katero smo pridobili tudi sredstva Fundacije za šport ter sredstva Ministrstva za izobraževanje, šport, tehnologijo in znanost. Približno 70 tisoč evrov je bilo teh sredstev, ostalo je delež občine Hrastnik in s tem smo v bistvu naredili prvi večji poseg v športnem parku. V prihodnosti pa poleg ureditve igral, ki smo jih urejali lani, načrtujemo še kar nekaj zanimivosti in verjamem, da bo to res mesto srečevanj ter mesto zdravja in predvsem veliko uživanja vseh generacij. V petek je na prenovljenem hrastniškem stadionu potekal 11. zasavski humanitarni tek, na katerem so se zbirala sredstva za Društvo onkoloških bolnikov Slovenije za skupino za samopomoč bolnikom z rakom v Zasavju. Dogodek so organizirali Društvo prijateljev mladine Trbovlje ter tekača Igor Gošte in Sabina Karaman. Za dober namen je skupaj s hrastniškimi tekači tekel tudi župan. Poglejmo, kaj je med tekom povedal Igor Gošte. Ja, letos je v Hrastniku, 10 smo jih organizirali v Trbovljah, ker je pač tam atletska steza, zdaj so jo pa letos tu prenovili, je tartanska steza in je primerno za organizacijo tudi tovrstnih večurnih tekov. Jaz upam, da bo kdaj tartanska steza tudi v Zagorju. Zdaj sicer ne iz Zlakah, ampak to je malo dislocirana lokacija. Upam, da bo tudi v Zagorju, da bomo lahko še ta zasavski humanitarni tek organizirali tudi v Zagorju. Letos pa upam, da nam uspe. Mislim, da smo že nekaj čez 3 ure zbrali za onkološke bolnike, računam vsaj tam 5000 evrov. Glede na to, da na velik odziv otrok, staršev, pa upam, da bomo ta cilj dosegli. Varno na motor je preventivna akcija, ki je v Litiji postala tradicionalna in iz leta v leto pritegne več obiskovalcev. Tako je bilo tudi v soboto, ko so na parkirišču pred trgovskim centrom Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policijska postaja Litija, prostovoljno gasilsko društvo, zdravstveni dom in še nekaj drugih institucij pripravili zanimiv in pester dogodek. Rdeča nit je bila varna vožnja z motorjem, predstavljena na poligonu s številnimi ovirami. Poleg nje so se tam lahko preizkusili tudi najmlajši, manjkal pa ni niti prikaz dela reševalnih in gasilskih ekip v primeru neljubih dogodkov na naših cestah. Organizatorji so poskrbeli tudi za spremljevalni program in za kulinarična okrepčila, tako da so bili obiskovalci zadovoljni z vsem, kar so doživeli. Seveda pa je pri tej akciji pomembno to, da se vse ljubitelje motorjev opomni v času, ko se motoristična sezona začenja, da je pri vseh užitkih, ki jih nudi vožnja z motorjem, pomembna predvsem njihova varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Minuli petek se je na povabilo župana občine Moravče dr. Milana Balažica sestal zbor vaških skupnosti, ki deluje kot županovo posvetovalno telo in po svojih predstavnikih zastopa vsako od 41 vaških skupnosti v občini Moravče.
Največja investicija pa je bila velik prizidek osnovni šoli in športna dvorana. Sledili so predlogi vaških skupnosti glede prioritet rebalansa proračuna za leti 2022-2023. Župan je na koncu poudaril, da bodo potrebna dodatna prizadevanja za to, da se v občini pritegne državna in evropska sredstva za večje projekte v bližnji prihodnosti. Zagotovil je, da sta njegova ekipa in občinska uprava usposobljeni za zahtevne naloge in predani delu za dobrobit moravških ljudi. To kažejo tudi uspešni rezultati dosedanjega dela. V četrtek je v knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi potekal polfinalni pesniški turnir. Gre za eno vidnejših slovenskih pesniških prireditev, na kateri se že 22. leto zbira najboljšo neobjavljeno slovensko pesem, na njej pa sodelujejo ugledna slovenska pesniška imena. Turnir je zadnjih 15 let potekal v organizaciji založbe Pivec, z letošnjim letom pa se je preselil v kulturno-umetniškem društvu Pranger. Že vrsto let je sofinanciran strani Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Med različnimi pesniki in pesnicami je anonim natečaj, kar je njegova zanimivost, in poteka tako, da vsako leto žirija, v njej so letos doktorica Irena Novak Popov, magistra Veronika Šoster in doktor Marčelo Potoko, tudi sam pesnik, izbere 24 nastopajočih in na 2 polfinalnih srečanjih izberemo 12 tistih, ki se na koncu pomerijo v Mariboru na finalnem srečanju, in pesem tistega, ki zmaga, prinese avtorju ali avtorici naziv Vitez poezije. Pesniški turnir je pravzaprav povzet malo po romanu Zlate Vokač Medic Marpurgi, tako da ima zgodovino v Mariboru. No in teh 12, ki se bo danes predstavilo, moram reči, da izjemno zanimiva druščina, ker so od recimo zelo uveljavljene pesnice, ki je dobila že nagrade, tudi prevajalka je, pa do dijakinje, ki se verjetno prvič tako v javnosti predstavlja, in to daje nek čar recimo našemu turnirju, da ko potem javno odpiramo imena, dešifriramo, se pravi, smo vedno presenečeni, tako da se včasih znajo prijaviti ali poslati svojo pesem tudi recimo Jenkovi nagrajenci ali pa še popolnoma neuveljavljeni mladi pesniki, in izkazalo se je, da naša žirija zna najti veliko slovenskih pesnic in pesnikov smo že našli, takšnih, ki so se kasneje zelo uveljavili v slovenskem prostoru, od Anje Golob, Veronike Dintinjana, Francija Novaka, pa še bi jih lahko naštevala, seveda veliko je takih, Alenka Jovanovski in tako naprej, naših vitezov in vitezin. No in lanski aktualen vitez poezije je Nocoj z nami, to je Kristjan Koželj. Tokrat v vlogi mentorja dijakinje, ki se je uvrstila na polfinalno tekmovanje. Danes bodo tukaj, je žirija že izbrala 4 za finalno srečanje, enega so izbrali po spletu, ogromno jih je spet glasovalo, preko 1300, in eno bodo pa danes izbrali tukaj občinstvo, enega seveda eno pesem, mislim, pa bo izbralo občinstvo, tako da teh 6 se s tistimi, ki so že v Radovljici bili izbrani na enak način, skupaj potem uvrsti na finalno srečanje v Mariboru 18. junija, tako da vabljeni na finalno srečanje. Je poslano veliko pesmi, več od pričakovanih, manj? Letos nekoliko več od lani, se pravi okrog 135, mislim, da jih je prišlo, smo pa dobivali že tudi po 170, 180, tako da so različna leta, različne letine. Mislim pa, da pesniški turnir glede na 22 let je že dobil zelo pomembno mesto v slovenskem prostoru, tudi izven Slovenije, moram reči, da se zanimajo 3 leta, takrat, ko je bil Maribor leta 2012 Evropska prestolnica kulture, je bil 3 leta Evropski pesniški turnir, tako da smo v glavnem sosednjimi državami sodelovali. No, ampak tudi sicer ima ta naziv Vitez poezije izjemno cenjen, in vitez dobi od letos naprej visoko nagrado 1000 evrov. Bili smo 16 let nekako pod založbo Pivec, ki nas je vsa ta leta podpirala in organizirala. Od letos naprej pa smo prešli pod Pranger.
pranger pesniški, ki pa je tudi že znan v slovenskem prostoru. No in tako smo nekoliko dvignili nagrado, torej vitez dobi 1000 evrov, pa kovano vrtnico in pesniško zbirko Orfejev spev. Nekaj smo jih še uspeli najti, to sijajno antologijo. Mestni muzej Litija je tik pred otvoritvijo 3 prenovljenih stalnih zbirk, ki so močno povezane z identiteto in zgodovino tega mesta ob Savi. Osvežene in dopolnjene zbirke bodo močno obogatile podobo muzeja in nudile obiskovalcem nove poglede in spoznanja na litijsko preteklost. Mestni muzej Litija se sicer iz leta v leto razvija in raste, vse bolj pomembno zgodovinsko institucijo, na kar kaže tudi vedno večji obisk in zanimanje javnosti, kar je nedvomno vredno pohvale. Torej, gre za odprtje novih stalnih razstav v pritličju našega muzeja. Sicer za naše obiskovalce mogoče katera od njih ni ravno nova. Govorim namreč o 3 razstavah. 2 izmed njih sta bile v bistvu postavljene že leta 2020 in 2021. Gre za prvo razstavo Razišči Litijo, ki spodbuja ljudi, ne samo turiste, tudi nas domačine k raziskovanju naše občine, in pa druga razstava o rudniku Sitarevec. Tretja pa je res nova, gre pa ravno tako za obnovljeno razstavo, tako kot pri rudniku, o naši reki Savi in življenju ob reki Savi. Ker pa zadnje 2 leti ni bilo možno, oziroma bi bila same otvoritve bi bile otežene, z manjšim številom obiskovalcev, brez tudi pogostitve, brez navsezadnje tudi zdravice, smo se odločili, da zdaj vse 3 predstavimo na skupnem dogodku v tednu, ko tudi muzeji praznujejo svoj dan, namreč 18. maj je dan muzejev. Vse skupaj je nastalo, razstava recimo Razišči Litijo v okviru projekta Visit Litija. Vse so v bistvu nastale na pobudo seveda našega zavoda, tudi zaradi tega, ker je vsaj za te 2 razstavi o rudniku in o Savi bila že potrebna obnova, tako oblikovno kot tudi vsebinsko. Pod vse 3 se je kot oblikovalka podpisala Katja Pirc, s katero sodelujemo že od projekta Dediščina nas povezuje. Oblikovala je namreč tudi razstave v kleti našega muzeja. Avtorji smo pa, poleg seveda Katje kot oblikovalke, jaz, sodelavka Helena Hauptmann in pa za reko Savo, predvsem Maša Bračič. To pa je vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje.